naša predstava je malo zmotil dež, smo imeli skoraj poplavo, a ste imeli še kdaj na odru kako tako presenečenje, pa ste se mogli znajti? Na tej predstavi? Ali pa pri kakšni drugi? No, tam še druge pa že bilo okej. Ja. Na koncertu je tudi še bilo. Kako pa? Pri moji prvi predstavi smo zakopane. V Ljudskem, ko smo bili, so se zavese odprle in sem jaz, ki sem bil, takrat nisem nastopil, ampak sem bil na Lučeh. Si nastopil, bil si? Ne bil sem, ampak sem bil tudi na Lučeh, ja. In sem opazil, da je en scenski element padel, ker so bile več neke stiroporja narejene, neka vrata in je to padlo in pa sem laufal, šel na oder, jih postavil nazaj gor, šel nazaj v backstage in potem se je začelo. Ampak vse to pri odprti sceni, recimo to zdaj na pamet. Poplave pa rešim smo narejene. Mene je enkrat, ampak dobro, a to šteje samo gledališče ali tudi karkoli drugega? Ja, mislim, Ela banda, ki zdaj sicer že nekaj časa ne obstaja, 2011 smo imeli koncert v Vipavi, pridemo v tonske probe konci, jaz se odpeljem lepo do Vajdušne nekaj, ne vem, iskati v trgovino, kaj ne vem, po kaj sem šel, se vračam videti, ko kapece, pridem do tja, mešana miza že pokrita, nekaj začne deževati. Toliko je začeli liti, da smo res v Nagrici vse znosili stran odr, da močen, vse čisto mokro. In pa smo tam čakali, se menili in pa smo demokratično izglasovali, da bomo pač imeli koncert, tudi če nas Štromček spajtla. Tudi mi smo že imeli reko na špilu, ja. Pedali, pedalboardi, dejansko pa take ujme, tacga naliva, reka čez odr. Med seveda komadom. Ali tam je Štrom, ful dober. Šel mazgovan. Točno to, in tudi danes je šel. Ja, v bistvu. Inkorporirali smo vodo, mislim se, zadnji del teksta je do vesolnega potopa. Ja, super ste izkoristili. Predstava se sicer preko humorja oziroma satire ukvarja z resnimi temami. Politika ima ne glede na to, ali jo spremljamo ali ne, vpliv na naše življenje. Kaj pa se vam zdi, da je Slovence najbolj definiralo oziroma kaj nas čaka v prihodnosti? No, cela naša predstava govori o tem, zakaj smo Slovenci sprti med sabo. Tako da verjetno bo to tudi šel zdaj sicer nekak trenutek narodne enotnosti zaradi teh poplav, ampak očitno nas samo katastrofa lahko še nekako poveže, se mi zdi. Tako da upam, da nas ne čakajo katastrofe. Ja. Bolje razcepljen kot katastrofalen. Pa imate kakšen najljubši stereotip o Slovencih ali pa najljubšo resnico? No, ok, pove, ne? Ne so vse do krava crkne. Ja, točno. Premalo patriotizma, bi rekel. Toliko ni stereotipom, da se bojim. Ja, to tudi tujci, ki pridejo k nam, me opozarjajo, če jih vprašam, kaj mislijo o nas. Kar ni najboljše. No, gre pa za politično satiro, pravzaprav ne, zato seveda bolj te negativne plati izpostavljamo, ampak to ne pomeni, da samo nič dajemo in da imamo slabo mnenje v sebi in tako naprej. Pa če bi lahko zbirali, ali se vrnili v čas paleolita ali ostali v času tvita? Kjer bi ostali? Ali pa kjer drugo zgodovinsko obdobje? Meni je kar dobro, tako kot mi. Kad si tudi v predstavi rekel. Mislim, da si lahko domišljamo karkoli, ampak v resnici noben ne ve, kako je bilo v časih paleolita, tako da ja, najboljše smo v času tvita. Oče bi se bilo fajn zavedati tisto, česar vendarle imamo, ker imamo zelo veliko, kar je tudi bilo omenjeno v predstav, ampak mogoče je problem, da Slovenci to premalokrat poudarjajo. Predvsem bilo bi ta čas tvita tudi malo drugačen, kot je. Bi malo spremenili. Ja.